parada se je letos pričela z že predčasnimi trojanskimi volitvami. Vse v stilu trenerk ali mi se imamo radi. Njega pa nočemo. Ker nima naših vrednot. Ja, kaj pa so sploh danes še kakšne vrednote, če pa vsi mal kradejo. Tale vlak od Paharja je že odpeljal in zdaj nas lahko reši še edino ekipa trojanskega konja in velikega vodje. Tega vdova kriv je, viš, da bere obtožnico. Bomo videli, so rekli slepi, mi lahko samo molimo, da ne bomo doživeli grškega scenarija. Bog ne daj. Kriv je in gotovo. Zato predlagamo, da gospod župan v Celju odpre kar javno kuhno in nas vse počas priprav na blaginjo enakih želodcev. Kulturniki, šolniki in športniki pa so se že združili in kaj je? Nič nacionalnega pomena. Ali pa po rezultatih dela in šli bodo tudi v stečaj kot številna podjetja. Ja, tako pravi veliki vodja. Nobeno varčevanje ne prinaša razvoja. Ravno obratno, dragi moj vodja, velja le za ene leve in ene desne. Denar, ljudje, denar more pa krožiti. Večja proizvodnja, večja zaposlitev, potem je tukaj večja kupna moč. Komu to ni jasno, se ga pa ne kardinal usmil. Opustite zlajnene igrice, naš, njihov, beli, rdeči, zeleni in tako dalje. Imamo celo vrsto doktorjev znanosti, le kaj jih zavira? Birokracija, neorganiziranost in kjer je njihov nacionalni patriotizem. Ga ni. Žrtvovanje za naš narod blagor, to bi mogli biti. In tudi svetovne velesije nosijo te svoje krivde. Varovanje intelektualne lastnine je del njihove egoistične politike. Akta je cenzura, da je ne bi pamet prišla v roke globalnemu revnemu svetu. Kriv je in bo tako ostal. Boj za demokracijo je še čisto prekrivanje za prisvajanje naftnega bogatstva in pliv na ostale dana rudna bogatstva ter prevlado nad deli sveta. Za krizo so krivi bankirji, ki so rodili tajkune iz vseh vrst. Mali človek, revež, delavec in armada brezposelnih pa naj to plača in zateguje pas ali kaj. Ne! Gospod, osmili se nas. Naredimo konec temu pa pika. Tiho. Prej bi pazila, ne da si mu konjak devala na mesto mleka, ženska. Zato obsodba sledi sledeča. Pust, bankir, tu prisoten je kriv. Bo kaznovan, zato zahtevam najvišjo kazen in to je smrt z sežigom. Gospod kardinal, izročam ga še vašim zadnjim besedam. Minister Žerjav Radovan je rekel, tralala, hopsasa. Ja, kaj bo pa jutri, ko ne bo več hopsasa? Ko do prazni želodci, vedno več brezposelnih, dragi ljudje, dragi verniki, dragi meščani, celjani, se zavedate tega. Javna kuhinja, kot je rekel tožilec, je mogoče rešitev, da se navadimo res na te enake želodce, enake potrebe. Skromnost, to nas bo nekako približalo, ampak vedno vidim optimizem tem slovenskem narodu. Poglejte, kako je na ptujskem karnavalu bilo toliko mas, toliko veselja, tudi če ni najboljše, ampak zmeraj znamo stisniti in najti rešitev iz teh težkih časov. Pa tudi vem, da bomo najdli rešitev, malo potrpimo, ker nas čas tudi preganja, ampak čas je zlato, pravijo. Zato pust je kriv, pust bankir je kriv, bankiri so krivi,
in oni nosijo vso odgovornost. Zato je treba tudi glavnega bankirja in vse tiste poklicati na odgovornost in jih obsoditi in da do enkrat ti postopki končani, ne da se vlečejo vražjo mater. Pelite ga na Grmado!